Smo v nastajajočem studiu vajne prihajajoče oddaje, ki pride 5. februarja na spored. Sta kaj na trnih že? Jaz bi rekla, da je eno tako prijetno vznemirjenje. Meni je to prav eksotično, ker sem navajena na nek drug studio in zdaj je to vse na novo, ampak po drugi strani zelo lepi občutki, ker je zdaj neka zadnja faza nečesa, kar je dolgo nastajalo in to je lep moment. Ja, v resnici kot bi se ta cilj zelo približal po dolgem času. Jaz sem po eni strani zelo nestrpna, komaj čakam, da začnemo, ker zdaj se vse še gradi in skoraj bi raje videla, da bi že začeli s prvo oddajo, da začutimo to dinamiko ljudi, s katerimi delamo, gosti in vse, kar se bo dogajalo v oddaji, ampak absolutno zelo pozitivno. Lahko morda že kaj več razkrijeta, kaj bodo gosti morda za prvo oddajo, kaj prihaja, kaj bodo lahko videli? Ja, na začetku bodo zelo znani tudi gosti, ampak ker je to pravzaprav oddaja o življenjskem slogu, lifestylu, o lepoti v najširšem smislu, estetiki, bomo že takoj prvo oddajo pravzaprav pokazali nekaj rubrik na to temo. Se pravi, tukaj bodo gosti zelo različni strokovnjaki, psihologi, psihoterapeuti. Želiva si to pozitivno psihologijo dati med ljudi, to, kar naju je združevalo tudi že prej, ko sva skupaj delali. O tem v bistvu ne govorimo na televizijah mogoče toliko, potem pa tudi teme, ki jih nismo toliko navajeni, malo bolj spiritualne, pogledali bomo v zvezde, dišalo bo, skratka nasveti za dom, interier, dizajn. Posebej se veselim moškega kotička, kajti ta oddaja, meni so te dihotomije zelo všeč, ta ženska esenca in moška esenca in seveda harmonija obojega, tako da gremo tudi k avtomobilizmu, hkrati slavimo v bistvu modne ikone, veliko se bo dogajalo, ne? Ja, absolutno, omenila si dihotomijo, to je res zelo lepa beseda. Kontrasti v življenju so vedno ključnega pomena za to, da smo uspešni. Se pravi, ne samo žensko, ne samo moško, yin in yang, belo in črno, to gre vedno skupaj in v tej oddaji bo veliko tega, zato ni to oddaja za ženske, je oddaja pravzaprav za vse. Sporočilo je pa biti, ostati prijazen, hvaležen, pozitiven v času, ko je okoli nas veliko negativnih novic, ko smo dnevno bombardirani s stvarmi, ki niso ravno najlepše in to že kar traja in traja. Jaz pravim, da prav v težkih časih je ključnega pomena, da ohranimo ne samo pozitivnost, ampak tudi to povezavo z estetiko, ki je zelo pomembna. Mi jo imamo v sebi, vsak človek jo ima v sebi, zato je pomembno, da to najdemo, ker to nas drži konec koncev tudi na realnih tleh. To estetika, govorimo, to ni nujno, niso neke nujne drage stvari, ne, verjetno že ena rožica. Estetika ni povezana s ceno, estetika je lepota. Zanimivo je, da filozofi pravzaprav v filozofskem smislu nimamo končnega odgovora, kaj estetika je, ampak estetiko vsaj jaz dojemam in tudi ta oddaja absolutno dojema kot neko lepoto v zelo širokem smislu, zato pa je zame to zelo močno povezano. Lepota telesa in duha je zame eno in isto. Skratka, ne ločim lepote telesa, če zraven ni lepote duha. Jaz mislim, da to ne obstaja, lahko je samo skupaj. In s temi trenutki v tej oddaji bi Medved želela nagovarjati to celostno, se pravi na nek holističen način, to, kar je Lorela rekla, da si kot posameznik najdeš en svoj svet za svojo dušo, kjer je prostor za nekaj, kar te v resnici zelo napolni. In to ti lahko pomaga pri vsakdanjih stvareh, pri težkih obdobjih. To je hrana za dušo. Jaz na ta način razumem hrano za dušo in bi si želela, da je to oddaja, ki nahrani dušo. Kako si še vidve nahranita dušo, mogoče čisto z neko preprosto stvarjo, ker je lahko vsakomur dosegljivo, no? Jaz moram reči, da v zadnjih letih je bilo kar nekaj vprašanj in intervjujev na temo pandemije in koronavirusa in čeprav ga vsi jemljemo negativno, ker absolutno je to ena stvar, ki je spremenila naše življenje in družbo, hkrati pa nam je podarila čas. Ko berem intervjuje z zelo bogatimi ljudmi in jih sprašujejo, kaj je za njih najbolj dragoceno, je vedno odgovor čas. Torej tisti zelo poseben čas, ki ga potrošimo za stvari, ki jih ljubimo. V obdobju pandemije mislim, da smo vsi dobili malo več časa, v dobrem in v slabem, mame, ki smo bile doma zaradi šole nadaljavo, ki smo lahko spremljali konec koncev, kaj delajo malčki takrat, ko so v šoli, kakšen je odnos z učiteljcev in tako naprej. Pomembno je uživati ta čas, pa tudi zaznati pozitivne stvari, tudi takrat, ko morda celota ni ravno perfektna in najlepša, ampak vsaka stvar v življenju ima vedno
vedno dve plati in spet ta dihotomija, ne? Lepša in ne bom rekla grda, samo manj lepa. Vidve imate zdaj tudi malo več časa za spanje, kaj ne? Zaradi to, da ni več treba tako zgodaj vstajati zaradi oddaje Dobro jutro. Ja, to je dobra novica, čeprav, glej, jaz vedno rečem poklon vsem poklicem, ki pa vstajajo še precej večkrat kot me in bolj pogosto in imajo verjetno tudi dosti bolj stresno delo. In ko smo ravno pri teh tematikah, vemo, kako je v zdravstvu, vemo, kako je tudi v drugih poklicih in res velik poklon. Ja, je pa dejansko tako, da telo je utrujeno od tega urnika, verjetno na dolgi rok. To bodo verjetno povedali tudi drugi, ki delajo nočne smene, pa so verjetno še bolj doživeli to. Meni je to super, ker nisem tako zelo jutranji tip po bioritmu, tako da mi je ta večerno-popoldanska varianta pisana na kožo. Loreli pa mislim, da še bolj. Idem. Ja, jaz sem imela še jutranjo vožnjo in vemo, kako je pri nas na avtocestah zna biti res zelo utrujajoče, vedno polno presenečen. Plus prihajam iz obale, nisem vajena snega, tukaj pozimi je vedno polno snega in te srede običajno... Za Primorce je to kar šok. Ja, šok, res šok. Postojna, zelo zahtevna. Tako da se veselim te predvsem normalnih ur, no? Mogoče malo več miru, kar se odraža potem na vseh področjih v življenju, ne? Povsod, tudi doma, s prijatelji, z družino, tako da res veselim se na oddaje. Ja. Glede na to, da ste jo ustvarjali skupaj, ste vedno bili na isti valovni dolžini, da tako rečem. Preveč. To je tako zanimivo, da je že vse skupaj kičasto. Ja, delava vse sami in imava zelo veliko idej in se pokličeva in si poveva isto stvar. In to se nama zdaj že dogaja res ves čas in ko brskava o gostih ali pa ko pripravljajo neko vsebino, ugotavljava, da odpirava čisto iste informacije, iste stvari, pri istih se čudiva, pri istih se smejiva, pri istih se zgražava. Skratka, to je res zanimivo in je neverjetno, kako se to ponavlja, da ko razmišljava naprimer za naprej, verjetno je to ista ideja. Celo danes, ko vadimo, smo ugotovili, da bi na isti način začeli neko rubriko ali pa naredili prehod in to je res, to so v bistvu lepi momenti. Jaz se bom dotaknila še mode, ker ta usklajenost je bila prisotna v Dobrem jutru tudi na področju oblek. Nikoli se nisva zmenili, ali bo zdaj ona črna ali je svetla ali obratno, ampak vedno je bilo zelo usklajeno. In gledalci so mislili, da sva zmenjeni, seveda, pa še televizija je. Nikoli nisva vedeli, kaj bo oblečen. Res je, ja, tako da. Ja. Barva las bo postala različna. Ja, imaš frizerja slučajno? Jaz ne. Greš ti še kam? Ne. Pa bi šle, a ne? Tako. Ne, mi dve ohranjava, to je zanimivo, kar si vprašala, ker imava tudi veliko nasproti. Imava kar nekaj nasproti. In jaz mislim, da naju tudi ta nasprotja, ampak je mogoče celo preostra beseda nasprotja. Sploh ne vem, katera bi bila prava, mogoče samo razlike ali kaj takega. Drugačni interesi za določene stvari. Ja, neke drugačnosti v bistvu tudi delajo kompatibilne. In zdaj je to neka vizualna stvar, ki so jo izpostavili. Ampak ja, sva v določenih momentih zelo yin in yang. Ampak vsaka ima vsake tudi malo, ne? Se pravi, tako kot nekako modreci razlagajo, da imamo vsi po malem nečesa. In ne nazadnje vsi imamo svetlobo in tudi temo. Hočeš, nočeš. Moškega pa ne bo med vami, bom pa moški kotiček, lahko mogoče... Ja, moških bo veliko. Ne morava brez moških. Ja, bova nagovarjali mogoče bolj moške teme, ampak ne bova stereotipni tukaj, ne. Bova predvsem se trudili, da so nasveti obarvani tudi tako, da zanimajo res pač vse. Zdaj, če je to moški, ženska, če je mogoče nekdo neka tema malo bolj androgena, zakaj da ne, ampak vedno bova iskali tudi harmonije in vse ostalo. Ja, kot družba smo fluidna družba in tudi to je v bistvu treba nekako upoštevati in spoštovati, tako da gotovo, ja, bodo pa gostje tudi moški in posebej bova nekako razmišljale tudi, kako bi svetovali njim. Ne nazadnje sva to tudi že počeli v sklopu jutranjega programa in sva ugotavljali, da moški zelo radi gledajo, ker sva večkrat dobile kakšno pismice tudi od moškega, ki je potreboval nek nasvet. Kako se zaveže kravato ali pa nekaj čisto drugega? Ja, res je, v bistvu moški so zelo prisotni, mogoče ne toliko aktivni, kot so ženske, kar se tiče tega pisanja in kontaktiranja, ampak na drugi strani so prav gotovo in že na samem začetku so vedeli, da to ni oddaja samo za žensko publiko, ampak je oddaja za vse, zato nama je bilo jasno, da mora biti prisoten skozi nek kotiček ali pa del, ki je tudi njim posvečen in potem po pogovoru sva ugotovili, da imava v bistvu veliko takih lepih, zanimivih, dobrih moških, ki si jih želiva povabiti v oddajo, tako da bo absolutno ne bova sami.
Prvič se vidimo v soboto 5. februarja, je tako? Res je, približno ob 17:30, kaj ne? Vsako soboto, vsak teden, do 7, se pravi do dnevnika, za 1,5 ure čudovitega življenja v slogu lepega. In upam, da se vidimo in da si delimo vse te lepe stvari in da se povežemo.